današnjem jubilejnem 50. korakovanju na Ptuju se je po zadnjih podatkih zbralo več kot 60.000 ljudi. Povorko preko 3.000 pustnih mask pa so svojo navzočnostjo počasili tudi nekateri vidnejši slovenski in tuji gostje. Čas vaše vladavine se počasi, a zanesljivo izteka. Zanima me, ali boste v torek županu predali nazaj oblast nad mestom ali morda ste se odločili drugače. Glede na to, da še ni mandat gotov, je zelo nehvaležno spraševati prej, kaj bomo. Namen je in to se bo tudi zgodilo. Kako ocenjujete letošnji pust do sedaj? Trudimo se in mislim, da je danes današnji dogodek dokaz tega, da nam je to uspelo. Zahvaliti se imamo tudi vremenu in vsem vam, ki prihajate radi na Ptuj in se veselite z nami. Princa karnevala smo že vprašali, pa ni hotel izdati. Tudi vas sem že enkrat vprašal, glede predaje oblasti. Se bojite, da vam po tem odličnem karnevalu ne bo vrnil oblasti? Ne, nimam straha pred tem, ker je imel zdaj možnost in priložnost poznati, kaj pomeni to, ko moraš pravzaprav upravljati 3 službe naenkrat, ne samo 2. In mislim, da bo v torek z veseljem po vseh neprespanih dneh in nočeh predal oblast. Kako ste sicer zadovoljni z njegovo vladavino? Dober, zelo dober, tako kot so bili vsi njegovi predhodniki, tudi on, moram reči. Koliko obiskovalcev ste danes našteli? Ne vem, še podatke še zbirajo. Jaz sem bil tisti, ki sem tudi del povorke, zato so ti podatki tudi pri meni bolj še neobdelani. Koliko kilometrov ste kaj preskakljali danes po Ptuju? Torej po celi trasi, približno dobra 2 kilometra. Bil je čudoviti skok, moram reči. Publike, fantastično. Tako kot smo napovedovali, po moje, tudi ko bomo dobili uradne statistične podatke od policije, sem pripričan, da bo številka blizu 70.000. Vreme idealno za kurentov skok, tako fantastično, z eno besedo. Celo leto misica, danes pa? Odvisno, ne, od vsakega leta posamezno. Pred kratkim oziroma lani, predlani sem bila piratka, včeraj pa sem bila za eno noč operna pevka. Saj mi je gledališče Maribor posodilo kostim in sem se prelevila v operno pevke iz Latvijate. Kako pa ti je všeč, da letos pust sovpada z Valentinom? Ja, se mi zdi 2 muhi na en mah, ne, zakaj pa ne. Jaz Valentinovega v bistvu Valentina ne praznujem, tako da pust mi je sicer všeč, vendar ne toliko, ker odganja zimo, ne. Jaz sem pa smučarka zaprisežena in bi rada, da zima še ostane kar nekaj časa. Moram priznati, da mi ni preveč všeč, zato ker se mi zdi, da sta 2 praznika na en dan in se mi zdi, da je lepše, da praznujemo vsakega posebej. Večer je za svoje bralce na Ptuj pripeljal 500 krofov, ko bi bilo treba zalogo obnoviti, pa tega ni bilo mogoče storiti, saj bi se skozi strnjeno nožico lahko pretihotapil kvečjemu kak majhen kužek. Sprehajamo se čez ptujski karneval in iščemo tistih 500 večerovih krofov, ki jih je večer pripeljal na Ptuj za svoje bralce. Kje so krofi? Ni krofov. Krofi so šli, oziroma očitno ljudje zelo dobro poznajo večer, berejo večer in ta akcija je prav gotovo danes uspela. Kaj pa vi 2 večerovi vili niste mogli poleteti s temi krili in prinesti novih? Žal ni šlo, v 40 minutah smo razdelili vse krofe v zameno za kupon in nam je res žal, da jih ni bilo več.